Najprej lep pozdrav vsem skupaj in hvala, da ste si vzeli čas v tem hladnem pa deževnem času. Približno sem končal ta uvodni del knjige Speča udba. Moram povedati, da cilj, ki sem se ga zastavil za to knjigo, ni dokončan, ravno zaradi tega, ker pač bom kasneje razložil, imam velike probleme pri zbiranju dokumentacije, ker sami veste, kako je s to zadevo. Sama knjiga sem si jo zastavil, da bi najprej v uvodnem delu pojasnil sploh, kaj to služba državne varnosti je, s čem se ukvarjala, kaj je počela. Ravno zato, da ne bi tista splošno, ker poznamo v tej službi, da bi tudi malo strokovno dal podlago, katere so to metode, katera so področja dela in vse skupaj. V samem nastajanju knjige sem potem nekako razumel, da če bom šel vsako metodo posebej razlagati, bo zadeva preveč obširna in potem tisti seznami, ki sem jih naredil kot v tej knjigi, ne bojo prišli do tistega pravega izraza, tako kot sem hotel. Najprej v knjigi razlagam to enigmo sodelavec. Ob začetnih vseh tistih formulacijah, kaj je to udba, kako se je ustanovila, kakšno je imela pravno podlago v ustanovitvi SRS Sloveniji, takratni. Vidite tukaj, jaz upam, da lahko preberete, to je nekakšna precizna, popolna definicija sodelavca udbe. To je vse tisto, kar je nekako počel, vse izhaja iz njihovega pravilnika o delu službe, kjer je sodelavec v enem popolnem poglavju obrazložen, kaj počne. To je pa tisto glavno, kar je delal in to je sodelavec. Pravi, sodelavcu ne govorimo o pripadniku, ki je bil aktivno zaposlen v službi, pravi, sodelavec je iz vseh branž življenja, je pa delal za službo na različne načine, od tega, da je bil za to plačan, zaradi patriotskih osnovih, zato, ker je bil prisiljen in vse ostalo. Podrobnosti v sami knjigi razlagam. Ofenzivna, operativna, tehnična sredstva, ki se jih uporabljala, so značilna za službo državne varnosti, kot tudi za vse službe, ki jih poznamo dan danes. Tukaj se služba državne varnosti ni razlikovala, s tem, da je tukaj seveda en velik problem. Namreč, služba državne varnosti je preko 55% svojega dela imela samo na tem tako imenem notranjem sovražniku, preko 30% dela na emigraciji, se pravi na ljudeh, ki so bili vojaški emigranti, politični emigranti, ekonomski emigranti, vsi ostali, ki so odhajali na delo v tujino. In pa samo nekaj malo več kot 10% so delali na tako imenovanih obveščevalnih službah. In te metode sredstva, ki jih tukaj vidite, operativna, tehnična, se v bistvu uporabljajo v normalnih službah samo proti obveščevalni zaščiti oziroma kontraobveščevalni zaščiti države. Seveda je pa služba vse te operativna, tehnična sredstva od tajnega prisluškovanja telefona vse ostalo uporabljala za političen nadzor prebivalstva takratne Slovenije, ker služba, kot veste, ni bila ničesar druga kot navadna politična policija Zveze komunistov. V samih pravilnikih službe, ki si jih tukaj objavil, je jasno zapisano, da delajo na osnovu zakona SFRJ, ki so pač sprijeti ustave SFRJ, in pa na osnovu smernic društveno-politične organizacije, predvsem Zveze komunistov Jugoslavije oziroma Zveze komunistov Slovenije. Se pravi, govorimo o čisto politični policiji. Tukaj so potem še tudi ta defenzivna, operativna, tehnična sredstva, ki, ko se rekel, za nobeno tajno službo niso sporne in še danes vse službe uporabljajo, tudi konec koncev tudi naša SOVA,
Samo to so stvari, ki se uporabljajo samo v kontraobveščevalni zaščiti neke države, ne pa za urejanje političnega sistema, tako kot je to počela UDBA. Tu je ena zanimiva slika iz 1980. leta. To je bil takšen univerzalni kovček, ki ga je Služba državne varnosti uporabljala za prisluškovanja. To so bili noter vsi načini, vsi elementi tega, kako in na kakšen način tehničke. Podrobno, naprimer, vidite tale čevelj, ki se je izdeloval tukaj v Ljubljani. Gre za mikrofon, ki je bil ponovadi v čevlju aktivnega pripadnika Službe državne varnosti in je na ta način tajno snemal informativne pogovore. Ali z objekti, sodelavci, karkoli. Delalo je ta način, da je ta čevelj imel obut, zunaj pa bil kakšno postavljen avto, kjer se je to poslušalo in dalje. Seveda danes so metode veliko bolj moderne in upam, da se v tej obliki nadzora državljanov nikoli ne bo vrnemo, čeprav zadnje čase smo zelo blizu. Tule sem še dal par stvari, kole samo za zanimivost, naprimer hotelske stoli, to je del spodnjega dela stola. Ta iverica je pač omogočalo, da se je to vgradilo že v samem stolu, da se je to pokrilo in da stol nad zunaj nima nobenih priključkov, vse je to bilo v stolu, da se je z lahkoto. Za razne proslave ali pa ne vem kaj so uporabljali hotelske sobe, gostilne, takšno suho cvetje, kjer je pač bil tudi mikrofon in vse skupaj. Vse te praktične izvedbe sem našel razne priročnike, ki so jih uporabljali za učenje in pripravo za delo sodelavcev, rezervnih sodelavcev in aktivnih sodelavcev. In ravno ta njihove, kako bi rekel, razni tečaji izobraževanja mi je pomagal tudi potem, da sem našel razne sezname, ker drugače sezname Službe državne varnosti v arhivu Slovenije so uničeni, tega ni. Tako je, da si z njim poznal, veste, tako so že večkrat rekel, če bi danes me nekdo vprašal, če vem, če obstaja seznam pripadnikov 14. divizije, bi on govoril, da tega seznama v Sloveniji ni. Nobenega partizanskega seznama po enotah v Sloveniji ne obstaja. Jaz se tudi pravno vidim tukaj problem pravne podlage, odkot jim potem penzije izplačajo, če teh seznamov ne. Ampak dejansko jih ni, ne? Da bi imeli nekdo seznam, bili so te in te enote tukaj enote in da bi nekdo od vas šel v arhiv, dajte mi, ne vem, to divizijo, ta bataljon, pa ta katerokoli odred, tega ne obstaja, tega ni. To so nam vse prekrili, tako kot so želeli prekriti tudi te pripadnike Službe državne varnosti. Zato je moj namen te knjige, v kateri sem potem pri seznamih jasno zapisal, da mi manjka še približno 30% teh aktivnih, rezervnih in sodelavcev. Jaz bom seveda v teh letu dni poskušal ta sezname dopolniti, da bi na koncu naslednjega leta naredil še prilogo zraven, da bi poskušali ta seznam popolnosti, da nekje v zgodovini ostane zapisano, to je bilo takrat in to se je dogajalo. Sedaj pa sem v bistvu vključil samo tiste, za katere imam 100% verodostojen dokument v pisni obliki, da je bil to, kar je bil. Ali je bil sodelavec, ali je bil rezervni pripadnik Službe državne varnosti ali pa aktivni pripadnik Službe državne varnosti. Ne upam si in si ne morem dovoliti, ker že itak imam 6 zasebnih kazenskih tožb, da me še preganjajo. Ker ni problem zato, da se bojim sojenja oziroma zapora. Problem je, ker je to velika finančna obremenitev. Vsaka obravnava je približno 200-300 evrov in če že imaš 6
po eno obravnavo je že to skoraj 2000 evrov. Če se mi zgodi, da me 50 ljudi toži, nimam kam. Zato sem se v knjigi resničil, zato je v teh seznamov verjetno malo manj, da bote že mogoče kje upadli, da je kakšen sosed bil, pa ga tukaj ne pisal. To je edino razlog, ne da ga jaz osebno ne vem, ampak nisem našel noben dokument. Za mene je pa dokument vsak dokument, kjer se je ta oseba podpisala. Ali je bil to, ne vem, seznam tisti, ki so bili na Ukmarju na tečaju, ali je podpisal kakšno informativni razgovor, pa kaj. Se pravi, nekaj, kar imam verodostojen dokaz, da je to resnično bil to. In to sem tudi kot vir informacij jasno navedel in v tej knjigi je to tudi zapisano. Evo, sicer, kaj stopite naprej? Sicer sem v knjigi spremljal leto 680. Nič kaj posebno se nisem odločil za to leto, ampak ne glede na to, da se je takrat že začelo to široki obal gibanja demokratičnega v Sloveniji, takrat 86. leta, tudi kasneje 57. številka nove revije in ostalo, ampak pač 86. leto sem si pač zbral, da skozi to 86. leto poskušam predstaviti, kaj je ta služba vse posebej. Naprimer, tudi pred vami je en taki seznam uporabljenih teh tajnih metod in to po bivših republikah. Če gledamo stalno ozvočeni objekti, se pravi stalno ozvočen objekt pomeni, da je bil objekt ozvočen popolnoma celo leto. V Sloveniji je bilo takih objektov 86. leta 188, večjih je bilo samo še v Srbiji 250, v Bosni 348, Vojvodina 1999. Potem imamo začasno izločene objekte, ki so pač terminsko ločeni na 3-6 mesecev oziroma 9, in teh objektov bilo 67. V Sloveniji je bilo stalno izločenih telefonov leta 86 365, začasno izločenih telefonov 155, tajna kontrola pošte se je vršila na 617 naslovniki, bilo izvršenih 129 tajnih preiskav objektov, stanovanja in vse ostalo. To so podatki, ki mi jih je tudi kasneje boste videli uspelo najti, zato ker je marca 1987. leta odrejena kontrola vseh pripadnikov, vseh republiških pa pokrajinskih služb državne varnosti. Formirana je posebna zvezna kontrolna služba, ki je prišla v vsako republiko popisati vse, koliko imajo sodelavcev, koliko objektov, kaj delajo, pa ne vem vse skupaj. To so naredili in meni je na srečo do tega poročila, te kontrole uspelo priti. In to poročilo imam, zato te podatke se lahko prikažem tako, kot je. No. V sami knjigi imam posebno poglavje, kaj je počela službe državne varnosti v letu 86. Tukaj sem šel, najprvo sem šel v tistem kontravrstnem redu, najprvo sem pokazal tam, ki je služba najmanj delala, to je bilo na področju obveščevalnih služb. Na obveščevalnih služb. Tako upišem v knjigi konkretne obdelave in nadzorovane osebe, ki so bile proti italijanski obveščevalni službi. V istem poglavju pa naredim seznam vseh sodelavcev UDBE, ki so delali na področju italijanske obveščevalne službe, sodelavcev UDBE. To so tako napisano, vidite, Alnareto Branko, odvetnik iz Trsta, Del Antonijo, lahko kazam tega. Se pravi, tukaj imamo zdaj en opis prvih sodelavcev po obveščevalni službi. Najprvo govorimo o italijanski obveščevalni službi, v knjigi so vsi omenjeni. Seveda tukaj vidimo, da je tega v bistvu največji iz Trsta, Nova Gorica in pa tisti, ki so bili, v glavnem so živeli v Trstu, v italijanski deli Gorici, nekaj pa seveda tudi na področju Slovenije, Laške. Bili so različne izobrazbe,
Sergij je bil novinar, Simeoni Patricija je bila prevajalka in podobno. To so na primer ti seznami. To isto sem naredil za avstrijsko obveščevalno službo. Tukaj zdaj vam ne kažem, se pravi, objekte, ki so jih nadzorovali, oziroma koliko so imeli odprtih zadev proti avstrijsko obveščevalni službi. Imam pa seveda te ljudi, sodelavce, ki so bili usmerjeni na delo proti avstrijsko obveščevalni službi. Evo, tukaj imamo tudi tega Franca iz Klagenfurta, to je oseba, ki je bil carinik v Celovcu, ki pa se uporabljal tudi za emigracijo, namreč to je človek, ki je ugrabil Stjepana Crnogorca. Evo, to so ti seznami. To so glavne ljudje, ki so bili rojeni v Sloveniji, so pa bili na začasnem delu v Avstriji. To so letniki od 28 pa tudi do 53 oziroma do 60 do 65 letnikov, tako da so danes stari nekateri še manj kot 50 let. Pečnik Marjan, 18.6.60, to je danes 54 let. Isto v knjigi predstavim nemško obveščevalno službo, ima seveda vse sodelavce, ki so bili vključeni, med njimi tudi Hanzi, Dorič, Milan in pa vsi ostali. Precej je bilo tega. No. Tukaj imam pa eno tabelo iz leta 1986. Sodelavci službe državne varnosti, ki so bili usmerjeni na odkrivanju delovanja z pozicij nacionalizma. Sam pojem nacionalizem vam za ta čas, mislim, da upam, da ne rabim razlagati, da ne bi bil predolgi. Imamo tukaj na osnovu istega poročila, ki sem ga prej omenil, vidite, da je Slovenija imela 84 sodelavcev, ki so delali proti albanskem nacionalizmu, 4 proti srpskem nacionalizmu, 1 proti hrvaškem nacionalizmu in pa 10 proti ostalih. Oziroma 6, pa 16 proti slovenskem nacionalizmu, 1 proti makedonskem in vse skupaj 110. Pravi, govorim samo za nacionalizem, ne notranji sovražnik, ne klerikalizem, samo nacionalizem, segment nacionalizma. Seveda je ta primerjava potem narejena tudi v drugih republikah, sedanjih državah. Hrvaška je bila tukaj verjetno zelo aktivna v odkrivanju svojega nacionalizma, ker je imela 342 sodelavcev, tudi upoprečena prebivalcev zelo veliko. No, imamo tukaj potem seveda segment klerikalizma, ki je spadal v ta širši pojem notranjega sovražnika. In če tukaj pogledamo, Slovenija je imela 86. leta 138 sodelavcev proti rimokatoliški cerkvi, proti pravoslavni cerkvi nismo imeli nobenega in proti islamu 8. Vse skupaj 146 sodelavcev, ki so bili usmerjeni samo proti cerkvi. No, tukaj je pa pregled sodelavcev službe državne varnosti proti notranjim sovražnikom, predvsem proti birokratske kritične strukture, meščanski desnici, stare klasne strukture, pa kot so sami imeli segment podkupovanja ekonomskega sistema. Vidite, tukaj je pa Slovenija kar močna, najmočnejša, proti notranjemu sovražniku smo bili pa leta 1986 najbolj aktivni. Imeli smo skupaj 2403 sodelavcev, kar je na primer 4-krat več, kot jih imela Srbija proti svojim sovražnikom. Kar je na primer v primerjavi s Hrvaško, ki je imela tudi takrat blizu 5 milijonov prebivalcev, pa je imela samo 392 sodelavcev. In je ravno tukaj, v tem delu 86. leta, to je bilo sicer tisto leto, ko je Milan Kučan prevzel CK,
Zakaj je Slovenija imela toliko sodelavcev na notranjem sovražniku? Zakaj smo v bistvu sam sebe iznotraj jedli oziroma se najedali? Ravno ta množica ljudi nam dela dan danes probleme, ki jih imamo. Hrvaška, vidite, da so veliko bolj enotni, kar se njihovega notranje politike tiče, čeprav tudi tam je, ampak vsaj HDZ dobro je v teh 20 letih koliko toliko dobro vodil zadevo. Njihov nacionalni naboj je bistveno močnejši, kot je slovenski. To moramo priznati, da se veliko bolj počutijo Hrvate, kot pa Slovenci, ne? Ampak, gledajte, niso imeli toliko teh sodelavcev, kot jih pa, na primer, imela Slovenija. Jaz se v sami knjigi za to analizo nisem ukvarjal. So se pa seveda v tem začetni deli knjigo toliko teh podatkov, da bi bila ena analiza, kjer pa so navedeni tudi viri, kjer se ti podatki lahko dobijo in so sicer v zadnje čase skromno dostopni, da tako rečem, bi pa se analiza ali pa politični razlogi vsega tega lahko razlikovali. Ta številka 2403 me spominja tudi na tisto številko od 1971. Leta pa do 1990. leta, se pravi, gre za 20-letni čas, v katerem tudi Milana Kučana poznamo kot člana CK-ja oziroma predsednika CK-ja. Ta številka je podobna, mislim, da je 100 delavcev več, kot je bilo po istih 20-letnem času obsojenih ljudi zaradi političnih deliktov. 2300 pa še nekaj je tista številka. V 20 letih smo imeli 2300 pa še nekaj ljudi v zaporu, ki so nasprotovali Zvezi komunistov Slovenije. Zelo podobna številka, ampak dobro. No, tukaj pa sem dal, imamo v knjigi seveda sodelavce, naprimer sem dal pa v obdelava. V sami knjigi razlagam, kaj je to preventivna, operativna obdelava, kaj je operativna obdelava, kaj je operativna akcija in vse ostalo, kaj je to v žargonu UDBE pomenilo. To v bistvu pomeni obdelava, da je oseba pod nadzorom, to je lahko oseba, skupina, se pravi neko združenje, neki objekt, to je vse lahko obdelava. Obdelava ne pomeni samo proti enemu človeku, lahko je to samo proti enemu človeku, lahko je to proti skupini, proti objektu ali pa kakorkoli. No, če govorimo o obdelave, ki se je ticalo emigracije, leta 1986 smo vodili v Sloveniji 20 obdelav. Moram povedati, da je ta arhiv kar dobro ohranjen. Namreč, ko smo prej govorili, da je preko 55%, kar je služba državna vladnosti delala proti notranjemu sovražniku, to gradivo uničeno 98%. 55% od tega, kar so počeli, so uničili 98%. Mislim, da je redki primeri so, da so ohranjeno kakšna operativna obdelava, da lahko gradivo gleda. Uničili so po notranjem sovražniku skoraj vse. Kar se tiče imigracije, je ostalo gradiva in imamo iz tega gradiva, zdaj črpamo tudi informacije, ki so pač zadnjih letov ni prišli v javnost, tudi to sodelovanje z avstrijskimi in nemškimi preiskovalnimi organi, ker te dokumentacije je nekaj ostalo, čeprav je prečiščeno, ampak se v vsej dokumentaciji še vedno lahko najde. Tukaj bi seveda povedal in bi bil zelo kritičen tudi do prve slovenske oblasti. Ravno te mesece mi je prišlo poročilo iz 1993. leta v roke, ker pravi naslednje. Od 17.000 pa še nekaj osebnih dosjejev je takrat bilo poročilo od slovenske oblasti, da je ohranjeno malo več kot 50% teh osebnih dosjejev. Ta dokument je bil takrat poslan v parlament, takratni parlament Republike Slovenije, ali naš samostojni. Danes
se pravi 17.000 osebnih dosjejev, to pomeni, da je bilo ohranjenih 8-9 tisoč osebnih dosjejev. Danes je ta številka nekaj 100. Se pravi, da je nekdo v samostojni Sloveniji uničil 8.000 osebnih dosjejev. Jaz sem bil današnji predsednik vlade, kaj se čutite? Ja, sej, jaz zdaj ne govorim o tem, govorim vam podatke, ki nekako vsemo odgovornost, glede na to mislim, da so bile že letos podane kazenske ovadbe in da bi tudi ta dokument sem potem predal policiji, da raziskujejo, kje in kako, kdo je v samostojni Sloveniji si dovolil, da te dokumente uniči. Se lahko je posebno strah, to si Težko, sedaj o tem govorim. Ja, dobro. Se insinuje, Namen teh seznamov, ki sem jih objavil, ni samo v tem, da bi sedaj nekdo na nekoga kazal vsi tukaj v seznamu, ampak zato, da na koncu razčistimo, kdo je bil pripadnik službe, kdo je bil, mogoče nisem, v knjigi zelo jasno razlagam, kaj so to rezervni pripadniki službe, mogoče da jih tudi povem. Rezervni pripadnik službe državne varnosti so bile osebe, ki ta status v bistvu si zakonsko opredelili po letu 1972, to je takrat, ko je v Jugoslavijo stopilo pripadniki Hrvaškega nacionalnega bratstva, tistih 19 mladeničev, ki si je postavilo za cilj, da bo dvignilo ljudi na ulice in da se bojo že takrat uničili takratnih vlado komunistov. Pač smel hvale vreden cilj, ampak nažalost za leto 1972 verjetno zelo prehitro. To so bili Hrvati, ki so prišli iz Avstralije, ki so verjetno po televiziji, pa po takratni, ki niso bila sredstva informiranja tako močna, slišali za vsa tista gibanja, ki so bile mas pokret v hrvaškem mladinsko gibanju v Beogradu, Kavčičeva leta 1972, in so pač razumeli, da bi mogoče bil čas, da poskušajo tudi z orožjem dvigniti ljudi, ampak nažalost je ta njihov hod potem vodstvo s Titom na čelu izkoristilo še za bolj Jugoslavije za svoje. No in takrat so v bistvu si izmislili in ker so pri tem zadevi videli, da jim je 19 ljudi v bistvu čez dan se odpeljalo v Bosno preko mirno z orožjem in da so takrat dosegli, da verjetno, da so zelo slabo pripravljeni in da to ne bo v redu za bodoče. Zato so si izmislili tudi ta rezervne pripadnike službe državne varnosti, ki so sicer bili zakonom opredeljeni, da se aktivirajo samo v izrednih političnih razmerjih, neposredni vojaški nevarnosti in tisto, kar so v tistem zakonu splošnem ljudskem odporu takrat znali pisati. Seveda so pripadniki službe državne varnosti imeli pooblaščen položaj, so imeli status pooblaščene osebe. Čeprav so bili zaposleni v vseh drugih organizacijah, podjetjih, direktorjih, pa kjerkoli. Se pravi, v času so jih vabili na razna izobraževanja, učili so se uporabi vseh metod in sredstev in, kar je pa še bolj jasno in glasno zapisano v pravilih, da so rezervni pripadniki službe državne varnosti se imeli pooblaščen status in so se lahko uporabljali v izvajanju vseh metod in sredstev. Torej, so delali tudi kot sodelavci, so delali tudi na varovanju, postavljanje kakšnih preseškovalnih naprav, opazovanja in vse ostalo. Se pravi, so imeli status sodelavcev in še nekaj več. Bili so tudi pooblaščene osebe, seveda tajno, imeli so posebno izkaznico, jaz sem tu v tej knjigi objavil. V tej izkaznici je pisalo, da organi za sekretarjat za notranje zadeve morajo imetniku te kartice dajati vse splošno pomoč, ki jo zahtevajo. To pomeni, da jim je bilo v bistvu
urejeno v bistvu čisto vse in da so bili zaščiteni v tisti skrajnosti tudi na cestah, da niso rabili prometne prekrške plačevati. Ne. Takrat je to bilo malo drugače urejeno danes. Oseb, ki sem jih uspel izbrati, kot sem že prej rekel, objavil sem samo tiste, ki sem resnično imam v posesti fizično dokument, ki lahko sodišču dokažem, da gre za to eno osebo. Seveda, ob tej uničevanju dokumentov je problem, da za vse osebe nisem našel kraja rojstva, datuma rojstva, drugi, ampak samo golo ime, primer. Ampak, ko so, na primer, šli na izobraževanje, so bili razvrščeni po sobah in je pisalo Celje, soba 4, pa vseh 5 imen. To pomeni, da ste iz tistega sklepu, da je vseh teh 5 prihajalo iz območja centra službe državne varnosti Celje. Imeli smo pa 13 teh centrov v takratni Sloveniji. Potem so razni strelski zapisniki, potem so bili razni vse ostalo, kar mi je pomagalo, da dobim. Zato pri teh seznamih, ki sem jih pač naredil po mestih, od Apač, Brežice, po abecednem redu, tam, kjer sem, če vzamem primer, Dravograd, se pravi, imam seznam aktivnih pripadnikov službe in pa seznam rezervnih pripadnikov službe. Tam, kjer sem imel podatke o letnici rojstva, sem jih upisal, tam, ko jih pa nisem imel, pa sem napisal samo ime priimek. Ampak je dejstvo, da prihaja iz Dravograda in da je zelo mala verjetnost, da se isti človek z istim priimkom nahaja dva v Dravogradu. In kar sem dal še posebno pripombo o tem, da so vsi ti ljudje rojeni od 1945 pa do leta 1965. Se pravi, sem zelo zmanjšal možnost, da bi isto ime bil, da bi nekoga všedoval. S tem, da sem seveda jasno zapisal, da vsi tisti, ki se pa čutijo, da imajo enako ime in da so navedeni, pa da niso tisti obdobje, da bom nadaljevanje knjigo to jasno zapisal in napisal, da ne gre za to osebo. Ampak mislim, da je zelo mala možnost, glede na to, da ljudje zelo dobro vedo, kdo so ti ljudje in kje so. Tukaj so samo v bistvu zbrani. Se pravi, imam po mestih od A ta seznama, nekje okoli malo več kot 6000 ljudi se vidi, da je vse skupaj. Se pravi, za čas od 75 do 90. leta. In pa na koncu imam pa seznam sodelavcev. Se pravi, gremo pa da tiste klasične sodelavce službe, ki niso imeli pooblaščen položaj, ampak so bili sodelavci, ki so delali za udbo iz različnih nagibov. Se pravi, tisti, ki smo jih od 75. do 90. leta vsaj osebno lahko na nek način 100% dokažem, da so bili, jih je 792. Tukaj so različne imena, veste, in je zelo težko včasih to vse skupaj razumeti, ampak evo, da vzamem primer samo Lukšič Igor. Omenjen ga zato, ker je v njegovem času bil spremenjen ta arhivski zakon, v katerim so vsi govorili, da bo boljše. Veste, ni boljše. Ni boljše, veliko slabše je. Trenutno čakamo na škatle zelo, zelo dolgo, 30 dni in več. Tako da zelo težko raziskujemo in je dostopnost veliko slabša, kot je bila prej. In vsi tisti, ki smo, in jaz mislim, da večina v tej dvorani smo verjeli, takrat pobudi SDS in danes vam zagotovo trdim, da je SDS imela popolnoma prav in da je tisti referendum bil zelo realen na pravi podlagi in zelo škoda, da ni bil sprejet, kot bi moral biti in da ni bil rezultat takšen, kot bi moral biti, ker bi bilo danes veliko boljše, da je ostalo tako, kot je bilo prej urejeno, kar je bilo spremenjeno v tistem času, ko je vlado še vodil Janez Janša. Ta imena so seveda različna, tudi žena od Rebule,
kup teh ljudi boste našli noter, ki vas bojo presenetila. Kako daleč je šla, gre za tega pisatelja Repulo, njegova žena Zora je bila sodelavka Udne. Kjera žena, kako se piše? Zora Repula. Rebula? Ampak dobro, to dajte, jaz ne bom zdaj to tukaj, vse knjige, v bistvu vsi podatki so objavljeni. Zdaj, moj namen je, v končni fazi tudi njim pomagam, da ne rabijo več spreminjati zakone, da ne rabijo več prekrivati zadeve, zdaj so razkriti. In če Lukšič Igor bil pomembno, da zakon spremeni zato, da ne bil razkrit, danes je razkrit. Govorim o teh zadevah, to mislim na vse ostalo. Jaz verjamem in sem tudi pozval pravce te knjige, da mi pomagajo, da te sezname dopolnimo, še pravi še približno 30% tega kadra nam manjka, da bi končno za zgodovino lahko zapisali, to so bili ti in ti ljudje. Jaz bom še seveda zdaj, posebej zadnje čase, ki sem skoraj dnevno v arhivu v Beogradu poskušal zadeve dopolnjevati, da bi na zadnje tej knjigi dal dopolnilo in bi te ljudi dopolnil pod kakšno prilogo tej knjigi. Zato tudi vas tukaj prosim, če boste imeli kakšne informacije, da mi to sporočite, da lahko to dopolnim, da bi potem le dobila, da vidimo, kdo so to bili in kaj so bilo in kaj danes počnejo. Moram povedati, da so to letniki od 50 do 60, celo 1967 letniki tu v tej knjigi. Tako da so ljudje, ki danes živijo in so danes na višku svoje ustvarjalne moči, od politične do ekonomske, gospodarske in vse ostalo. In je verjetno tukaj problem Slovenije, zakaj imamo danes takšen problem in zakaj je takšen pritisk teh starih struktur v sodobno življenje, sodobno politično življenje. Jaz v tem trenutku bom javno izjavil, da me ne bo kdo rekel, v tem trenutku vam povem, da je arhiv v Jugoslaviji bolj odprt kot arhiv v Sloveniji. Tako da veste, kje je Slovenija in kaj je pomenil ta novi zakon. In še za na konc, preden, da se bomo malo pogovorili, bi vam rad povedal tudi naslednje. Jaz v pripravi tega zakona nisem sodeloval. Čeprav nekateri tudi to trdijo, da sem, ampak nisem sodeloval. Bil sem pa prisoten na tretji razpravi v parlamentu, ko se je bila tretja, mislim, bila druga ali tretja razprava o tem. Po prvi varianti zakona je pisalo, da vse tam, kjer se bo pojavil občutljivi osebni podatek, da se umakne celotni dokument. Tako je pisalo v prvi branju zakona in v drugem branju zakona, ker danes mnogi pozabimo. In jaz, ko sem potem šel in sem govoril, in zdaj sem rekel, in zato, ker bo cel dokument napisal, naprimer osebni spis Milana Kučana, in ker bo tam na začetku pisalo Slovenec, ker je pa to občutljiv osebni podatek, narodnost, boste omaknili celi dokument. In potem sem v parlamentu rekel besedo, rekel, potem pa že rajši vidim, da jo prečrtate, da jo anonimizirate. In to so zdaj izrabili, da sem jaz tisti, ki sem se strinjal z anonimizacijo. Pozabljajo, pa to je pa tisto in mi je zelo žal, da tudi na desni strani so stranke, ki z takšnimi starimi partijskimi forami razlagajo ljudem, kaj bo res. Jaz sem pač rekel, in tudi tam sem navedel primer, ne samo Milana Kučana, tudi operativna akcija Radoša, analiza, ki ima 320 strani. To je en dokument. To pomeni, če bi našli en občutljiv osebni dokument, bi umaknili celoten dokument. Zato nihče pa ne podarja to, da se je bil pa prvo branje, pa drugo branje zakona še bistveno bolj hudo in nemogoče za raziskovanje, tako kot so ga v začetku hteli predlagati. Ker bi potem samo, na tej strani se nahaja občutljiv osebni podatek in pomaknil. Sicer je pa ta zakon tako napisan, da danes v Sloveniji nišče ne ve,
kaj so to občutljivi osebni podatki. To je prepuščeno subjektivni razlagi vsakega arhivarja. In to je pa tisto, kar je najslabše. Meni so, na primer, za Alberta Svetino prekrili vse zadeve, kompletne, ker sem pa jaz sicer prišel do original njegovega doseja, sem pa videl. Potem sem pa videl, da so mi v bistvu prekrili, da je on pravnomočno obsojen, ker so dve kampanjole področju Gorice 46. leta prodali in so si ti Udov signal razdelili, niso to dali v blagajno. In to je bil za arhivarja občutljiv osebni podatek. In mi je celo stran, ne vem, če ste videli po televiziji, celo stran podčrtal. Po drugi strani pa danes, ko pa mi živimo, pa vidite, kaj počnejo. Vsak še ne pride na sodišče, pa jih je že polni časopisi. Albert Svedin je bil tudi pravnomočno obsojen in ne vem, zakaj bi zdaj to bil občutljiv osebni podatek. Če ni to za živeče ljudi občutljiv podatek, ne vem, zakaj je za tiste iz 46. leta. Spravi, naš zakon o arhivih je verjetno v tem trenutku najslabše, kar smo si lahko po 20 letih doživeli in jaz upam, da bo kdaj prišel čas, da to spet spremenimo. V tem trenutku je bilo pa najboljše, da se vrnemo od tistega, ki smo ga imeli prej. Pa čeprav vsi govorijo, da je slabši. Naj bo tisti. Evo, zdaj pa, če so kakšna vprašanja, pa še rad pogovorijo, ampak to, kar sem mislil danes povedati, da v bistvu sem. Ja. A ste prav razumeli, da dejansko za temi imeni, kot rečeno, ki so v knjigi stojice, torej se te ljudi, po domači rečeno, da to imenuje kulturci? Ja, vsekakor. Ne, samo še enkrat treba povedati. To so vsi bili, ki so bili v kakršnikoli povezavi za službo državne oziroma za Udbo. Ali so bili aktivno zaposleni, ali so imeli rezervni status in so imeli drugo povezavo z njimi, se pravi, da so dobivali plače, nagrade, imeli pooblaščen položaj, ali so pa bili sodelavci, ki so zavestno, prej sem dal to vse skupaj, ki so zavestno delali za službo državne varnosti na odkrivanju in po zahtevi takratne politične To je policije. morebitna tožba in je vnaprej obstrana. Razen se Še eno vprašanje. Aktivn rezervni pripadnik službe. Veliko rezervnih pripadnikov službe je šlo v aktivne in ko so prenehali biti aktivni, so šli pa v rezervne. Glejte, in zdaj boste tukaj v knjigi našli, da je nekdo rezervni, v bistvu pa veste, da je bil aktivn. Jaz bi se vrnil spet na začetek. Dokument, katerega imam v cesti, imam v cesti, da je bil rezervni. In se zdaj bojim objavi, da je bil aktivni, ker v bistvu drugo, potem pri aktivni boste bili, naprimer, dolgoletni direktor A-banke Hojnik, Albin, je bil rezervni pripadnik v Ormožu, potem je bil pa aktivni pripadnik v Mariboru, in se ga v bistvu bakrat napisal, naprimer. Danes je pa direktor Ljubljanske banke še njegov Lahko nekaj vprašam. Jaz nekaj vprašam sledeče. No, ja, še eno stvar, da me ne boste vpraševali, da vam odgovorim, še sekundo mi dajte. En velik problem sem tukaj imel, da jaz si kako ne morem vedeti, kaj ti ljudje zdaj počnejo. Zdaj, ko sem tako malo preveril, naprimer seznam sem poslal Borisu Popoviču v Koper, vseh 70, koliko jih je z Kopra, pa mi je točno napisal, in je takoj seveda našel predsednika višjega sodišča v Kopru, notarja in pa ne vem kaj. Tako tu za vse v kraje. Se pravi, vi boste tisti bravci, ko boste videli, tukaj je veliko teh sedanjih županov, boste videli veliko notarjev, veliko odvetnikov, veliko bankirjev, ampak to so pač stvari, ki bojo zdaj prišle na dan. Jaz tega nisem mogel vedeti, ker kot razgovarjati te možnosti nimam in jaz nimam dostopa v javne evidence ljudi, tako da to je pač tisto, kar meni ni bilo omogočeno. Jaz sem pač napisal, da tiste, ko osebno poznam, oziroma po javnosti vem, da njih vem, kateri so. Marsikdo je pa ostal noter, ki ga v bistvu,
Če govorimo o meni Jordan Ivana, župani, tu nekje v okolici Ljubljane, ne? Škofici, ne? On je na primer potem izjavil, da je on bil avtomehanik, da je samo popravljal avtomobile za službo državne varnosti. Čeprav jaz pa imam dokument, njegovo osebno izjavo, ker je podpisal, da vse, kar je izvedel na tečaju, na Jasnicih, ne bo nikoli nobenemu povedal, da se je podpisal svoje. Jaz bi rad vprašal sledeče, kako so te bivše udbovske sile danes povezane, da imajo toliko moči še vedno, da je posledica te moči ta, da se ne upamo tako prosto pogovarjati o najtežjih problemih družbe. Predvsem pa zgodovinarji ne upajo še pisati vsega tistega, kar je najbolj boleče v naši družbi. Sam poznam veliko teh stvari, posebno na področju medvojnih in povojnih pobojev, ker se s tem ukvarjam, da tukaj še mnogo manjka in to najhujše stvari so prekrite. Zgodovinarji pa o tem ne upajo pisati. Zanesljivo je tako. Ja, da ne bi zdaj šli to pol pretekle zgodovine, bi dobro veste, da sem veliko na tem delal in še danes delam. Naslednje leto je 70 let hude jame. Jaz sem zdaj tudi predsednik tega društva za molčane grobove in nekako smo se zmenili, tudi moje društvo pač organiziralo veliko mašo prvo soboto junija meseca v hudi jami, prvo mašo za te zadeve. Veste, da je tam 2000 Hrvatov, 300 Avstrijcev in pa 700 Slovencev. In na teh zadev nimamo rešeno. Mi v hudi jami še vedno imamo te posmrtne ostanke v zabojnikih za kruh, ki so različne barve. Tako da mi te pietetne zadeve nismo rešili. Zakaj se zgodovinarji o tem ne ukvarjajo? Zato, ker so se pač ukvarjali samo 3, pa še danes mislim, da še manj. Kar se tiče tega raziskovanja, mi nimamo v Sloveniji 10 ljudi, ki bi se ukvarjali z zgodnjo zgodovino. Čeprav vam povem, ne vidim razloga, zakaj filozofske fakultete smer zgodovine te zadeve ne uporabljajo. Naprimer, samo če govorim za ženski zapor Reichenberg, neposredno po vojni, pa do leta 52, je ohranjeno kompletno gradivo. Katere so bile zaprte, katere plošče so pisale, kdo so bile paznice, katere paznice so bile, ali pa pazniki so bili kaznovani, vse je ohranjeno na mikrofilmih, jaz sem jih gledal. Neko odlično gradivo za raziskovanje zgodovinarjev ali pa študentov iz teh filozofskih fakultet. Zakaj se to ne raziskuje, ne vem. Mi imamo ohranjenih od 45 do 52. leta, jaz ne vem koliko tisoč filmov, ki so ostali. Za samo Ljubljano imamo, ne vem, mislim, da okrog 150 filmov, na vsak film ima 3000 dokumentov od 45 do 52. Mislim, da še nihče v Sloveniji teh filmov v celoti ni pogledal. Po drugi strani pa imamo precej študentov na teh filozofskih fakultetah smer zgodovine, ki bi lahko šli v arhive in samo to počeli in delali, pa tega ne počnemo. Ne delamo, se pravi, da je problem v samem kadru profesorjev, da je problem v učnem sistemu, da je problem v vsem tem, zakaj to ne pustimo. Čeprav to možnost imamo, gledajte, to gradivo je ohranjeno. To gradivo ni uničeno. Jaz sem že parkrat razlagal, zakaj je to gradivo slučajno ostalo, ampak je ostalo. Filmi so in mislim, da jih ne bo nihče uničil, tako da bojo generacije imele možnost. Zakaj pa mi to ne počnemo, pa je verjetno problem vsakdanje politike, to je tisto, kar slišimo vsak dan na televiziji, ker pač so zadeve se počasi začele približevati tistim skrajnostim, ki ne dišijo na dobro. Ja. Torej sem registroval in sem našel 3 udbovce, sem rekel, udbovci se preč prijazni z praviki državne varnosti. To so udbovce in se je ta vsa negativna konotacija kredi s tem imenom. To pomeni ovajanje, dezinformiranje, manipulacijo in tudi umor. Naprimer, tam je 200 metrov stran, v Šubičevi gimnaziji, smer Ronaldona, Bohančka, Frančka,
ki je tudi eno prominent kot udovc. Potem, ko sem prišel iz Amerike za neslužbene poti, me je zaslišal mudr Anton, imate tudi napisan ga, da je star približno 60 let, da je tudi očitno udovc. Ker je bil pa zanimiv zlorabno tako do te spateri naše zgodbe ne bi razlagal in seveda bi je tudi udovc nečakov Ivana Mačka, Matija v mojih koncu, to pomeni dovolju. Ker bijesat, in zato danes tudi sem začel, da boste napišal še eno knjigo, ki se imenuje Budna udba. Problem? Jaz? Visoko cenim damo, vso priznanje, rešujete nas vsaj vi na tej svinjariji politični, sodni, to je čista svinjarija, to Slovenija, a pa mi Slovenci, ki smo generali, pa še ga ramo, ne zaslužimo, vsi tisti, ki se s profesionalno zapravimo. In naprimer, kam ta svinjarija pride k nam na obisk najvišji možni predstavnik najmočnejše najbolj kulturne države v Evropi, to Joachim Gauck. Joachim Gauck ni kdorkoli, to ni udovc, ali pa ne vem kaj, tam en prepad iz Nemčije. To je človek, ki je med prvimi temi najbolj zadovoljen, da se je ilustrirala Nemčija. Joachim Gauck je bil direktor inštituta za borbo proti škazijevcem. In on jih je čistil, seveda, kot se šika brez milosti, ne na levo, ne na desno, in seveda je Nemčija tudi moralno danes na izjemno visoko mesto. Vi ne morate imeti, jaz sem gospodarstveni 25 let bil direktor, ne moreš imeti uredu gospodarstva, če imaš lupto gospodarstvo, če imaš udbovce gospodarstvo. Ker udbovce razmišlja popolnoma drugače, kot ni normalni, pa pridni pa sposobni ljudje. On razmišlja samo, kako treba namehnati, kako bo zradu in se rekel bo prišel do materialne koristi, tudi vezira do svojega obilnega premoženja. Kaj ti? Zakaj moraš delati? Ker nima nobene resne izobrazbe. On ne more biti pilot, on ne more biti ekonomist, on ne more biti sposoben, če bošte tiškar, on je lahko samo ena skrajno pokvarjena pretečuja, ki s temi klevetami uničuje življenje v sebe. Vse te tri sem mi navedel. Poznam v detalje in vem, da potrebuje. Mi imamo, pa bom se nekaj čel, mafijo. To je udbaška mafija, zelo dobro povezana, zelo dobro, s kakšnimi metodami izobražena, strenirana in seveda deluje dalje. Lukšiček, klasičen primer. Dobro, jaz bi mogel rekel, da bomo tako jaz. Jaz moram povedati, da na zadnji čas se so vesel 3 tedne nazaj sva bila z Igorjem Vezdo, ki je danes tukaj, lepo pozdravljam, skupaj v Bosni, na področju Hercegovine, ki so imela predavanje o delovanju udbe. Pa moram povedati, da vsak kraj, ki smo šla od Mostarja do širokog brega, pa vse skupaj, nas je pričakalo 100 do 200 ljudi. Da je bilo veliko zanimanje in sva bila oba zelo presenečena in zelo vesela. No, udbovci, veste, udba je bila kriminalna teroristična organizacija. Glejte, en dokument, ki se mi zdi zelo epohalen, oziroma tudi dokument, ki bo na koncu Perkoviča in Mustača obsodil na zaporno kazno, ki sem ga jaz posredoval nemškim sodstvom in bom tudi februarja pričal o tem dokumentu pred sodiščem, je tudi en saj list od 91 objavljen v tej knjigi. Prej, ko sem govoril, to je obdelava, se pravi nadzoru nad osebo. Veste, nadzor, realizacija obdelave, se pravi, ko zadevo končaš, ko misli, da si ga pregledal človeka maksimalno, ne, se konča po njihovem pravilniku naslednje. Pod prvo, z kazensko pregonom, kar je normalno, ne, pod kazenski pregon, ovadbo in napišeš, ne, pod drugo pa fizično uničevanje osebe, likvidacija. Dobesedno smo imeli to v svojem zakonu zapisano. Dobesedno.
Tretje je potem bilo angažiranje kot sodelavca, naprimer, da ga pridobijo na svojo stran, da ga naprej uporabljajo kot sodelavca in potem še par stvari od upozorili in vse ostalo. Tako da je služba državnega UDBA imela po svojih navodilih, po svojih pravilnikih jasno zapisano, da človeka, ki ga nadzoruje, na koncu lahko tudi izved zakonsko likvidira. Evo, toliko z moje strani. Še eno vprašanje, pa me sprašujejo. Če so kopije teh uničenih osebnih dosjejev hranjene v Vojaškem arhivu v Beogradu? Vsekako da ne. Jaz govorim, da so ti arhivi bili uničeni od 90. do 93. leta in ni poti, da bi takrat prišli v Beograd. Vse je bila Vojaški arhiv, je vodil Jugoslavijska ljudska armada, ki je bila nam sovražna ustanova še takrat in danes. Nemogoče se pravi, da so ti dokumenti uničeni tukaj, v Sloveniji. Glede, da odgovorim na vprašanje, sodelavci, dosjeji sodelavcev, ki se največ govori. Dosjeji sodelavci poznamo vsak sodelavec ali pa vsaka obdelava, se pravi vsak predmet je imel, sodelavec je imel 4 dosjeje. Bil je osebni dosje sodelavca, delovni dosje sodelavca, kontrolni dosje sodelavca in pa nadzorni dosje sodelavca. Se pravi, ne govorimo o samo enem dosje, ampak 4. Delovni oziroma osebni dosje je bil pri operativcu, ki je sodelavca imel na vezi. Se pravi, če je to bil center v Ljubljani, pred tem operativcu. To je bil osebni. Potem delovni je bil pri načelniku centra službe državne varnosti, teh 13, ki smo jih imeli v Sloveniji. Potem so imeli nadzornega, ki je bil v Ljubljani, pri šefu slovenske službe in smo imeli kontrolnega v Beogradu. Se pravi, ne govorimo o uničenju enega dosjeja za enega sodelavca, ampak o uničenju 4 dosjejev. Zdaj jaz verjamem, da ti slovenski osebni, delovni pa kontrolni so v Sloveniji lahko uničeni. Sem pa siguren, da vsaj tisti nadzorni v Beogradu obstajajo. In ga niso pripravljeni pokazati. Jaz zdaj ne vem, jaz sem zdaj v enem takem čudnem statusu, da težko odgovorim na to vprašanje. Namreč, kot veste, dobil sem neko poblastilo nemške kriminalistične službe, da kot njihov zunanji partner za raziskovanje te zadeve, predvsem zato, ker to zadevo poznam, v končni fazi čitam tudi ta srbščino, hrvaščino in tudi čirilico, da jim pomagam v raziskovanju. S tem dokumentom, ki je bil poslan tudi v arhiv Slovenije, sem tukaj dobil kazensko ovadbo in sem danes v postopku, da vohunim za nemško kriminalistično. To je bilo javno je bilo to povedano od tožilstva. Ta zadeva, ne vem, kakšne postopke je vse skupaj. In moram povedati, da pa v Beogradu neke stvari se odpirajo in mi dajo brez problema. Tako da delam to delo, seveda prva faza mi zdaj sicer zadeva Đureković, drugo, kar pa Nemce zanima, je pa zadeva Gorenc pa Zemljarič. Gorenc imamo 9 mrtvih, na Zemljariču pa 2 mrtva pa 1 ugrabitev. Tako da te zadeve se raziskuje. Jaz pa seveda kot Slovenec, človek, ki si z tega področja zelo rad pogledam še druge stvari, ki se naš tiče. Tako so bile dobo prejšnji teden 1200 strani zanimivega dosjeja o Jovanki Gros. In sem rekel, da bi bila to neka odlična knjiga, da vidite to, kar se je zadnjih 20 let govorilo, da niti približno ni tako, kot je to bilo javno. Primer 3 pisma, ki jih je ona pisala Milana Kučana, pa Milan Kučana ta pisma ni odgovoril.
Koliko je pa nevarnosti, da tudi do beograjskih dosjejev pridejo naše udovske naveze, pa da uničijo tam stvari? Jaz sem se tega stalno bal, ne? Ampak mislim, da ni te moči, da imajo večjo moč v Sloveniji. Ja. Pa ste vi pri vsej tej golazni, pri vsej še živa, borite za svoje zdravje. Niti ne poskušam razmišljati o tem. Problem je samo v tem, da v Sloveniji, in evo Igor je tukaj, tudi jaz vam lahko povem, problem je v tem, da mi trenutno nimamo organizacijske, logistične podpore pri tem raziskovanju. Da bi nekdo rekel, vejte, gospod Igor Omer, da Roma Leljak tukaj imata vsaj za potne stroške za raziskovanje toliko in toliko sredstev mesečno, da lahko namoteno delamo. Tega nažalost v Sloveniji ni rešeno. In vse to, kar in Igor dela in jaz delamo samo zato, da dobimo avtorskih honorarjev oziroma prodamo te knjige, ki si delajo in iz tega tu služimo. Vse ostalo ni razen, kdaj pride kakšna pomoč dobrega človeka, ki je pa pač spet omejena na tistih par evrov, ki jih pač dobimo. To je en problem in tu bi lahko več. Naprimer, vedno pravim, če nas bi bilo 10 in bi vseh 10 vsak dan delali v arhivu Slovenije, pa tudi da zgremo v arhiv Beograd, bi imeli kaj delati. Veste, hoditi v arhiv Beograd pomeni 5 delovnih dni, pa da ješ enkrat na dan, pomeni 500 evrov. Hotel v Beogradu po 30 evrov ga ne najdeš, garaža za avto je od 15 do 18 evrov na noč. Plus stroški in vse skupaj in to predstavlja problem. Je dodatni argument, da kupimo vaše knjige? Ma ne, vse je v redu. Jaz vam hočem nekaj druga povedati. Hočem povedati, da bi v Sloveniji pač, čeprav seveda politična situacija pač takšna, kot je trenutno, smo popolnoma prišli na, jaz bi rekel, skoraj komunistično ideologijo gospodarstva in politike, da je težko pričakovati, da bi bil kdo prijazen do tega. Evo še danes, koliko vidim, ni nobene televizijske kamere, razen. Tako da je pač takšna situacija in verjetno bomo pač mi posamezniki, imamo voljo pa željo se na isti način prisiljeni še naprej boriti, tako kot je. Verjamem pa, da če bi delali v nekem organizacijski obliki, bi lahko naredili tudi knjige, ki bi bili boljši izdelek, ki bi mogoče prišli do širšega prikovalca, tako pa poskušamo tisto, kar imamo, pač dati v javnost. Jaz vidim tukaj en zelo velik problem. Mi vsi tukaj smo pač vemo in hočemo stvari spremeniti, pa nas je procentualno zelo malo. Kako priti do širokih množic, da bi to sprejele. In tukaj jaz mislim, da so sredstva javnega obveščanja. To se pravi, ta naša opcija, mislim, najbolj bi bilo treba narediti na obveščanju ljudi. Glejte, knjig je ogromno. Sam ljudje časa, denarja ali kakorkoli volje, da bi brali knjige, ni, ker imajo pač svoje težave, probleme, časa zelo malo. Sredstva javnega obveščanja, ki so zdaj, radio, televizija, kako mi grede, odpreš radio, odpreš televizijo, pa v drugem delu vse to poslušaš. In to je branje možganov, Kako širokim množicam povedati drugo resnico? Kako do tega, da bi počas na isti način, kot je partija vsem nam oprala možgane, ne vsem nam jih ni, popolnoma. To je res velik problem, to je največji problem. Ne vem, na to vprašanje niso odgovorili niti politiki, verjetno ne bomo niti mi mogli sami, ampak vem pa edina stvar. Stalno delati, stalno govoriti, to je edina rešitev, kaj več pa to težko. Ajde, vidi. Novinarjev so bilo zaudno. Z novinarskih krogov. Gledajte, v tej knjigi so... Pa se znam poslancev, ki so bili udni. Gledajte, v tej knjigi boste dobro napisali. Jaz moram povedati, jaz niti enega
nisem prikril. Tudi boste videli, da je seznam duhovnikov, ki so delali za Ursulo, tudi novinarji so zdaj napisani, to so v tem seznamu in vseh ostalih. Tako da jaz tega nisem prikril. Pač tako je bilo in to je pač problem. So poklici, no? Tam, kjer sem jih našel, kjer sem jih uspel zapisati, novinar vsem ostalih bodo lahko prepoznali kot imeni. Seveda je veliko novinarjev. Vsi veste, da kdorkoli je bil dopisnik, kjerkoli ni mogel biti dopisnik, če ni bil sodelavec. Vse to vemo približno vse, ampak gledajte, še enkrat vam povedal, jaz sem v zelo težki situaciji. Jaz bi to število lahko pomnožil krat enkrat, ali pa vsaj 30% res zelo dodal ljudi. Tudi sodelavcev, ker ta 30% številka ne velja za sodelavce, ker tam nimam 30%, tam mogoče samo 30% imam strani, 70% pa ne. Problem je v tem, da se bojim, če nimam dokumenta, da se zadevo vem, pa tudi če vsi vemo to, ker bom na sodišču zgubil. Ker danes, ko me Zemljarič pa Gorec, za Gorenca imam zdaj v četrtek po 38 Murski Soboti na sodišču, gledajte, ne razumem. V tem prostoru so dal kazensko ovadbo proti Gorencu v Avstrijo, zato ker sem našel podatke, ki je potem tudi Igor Omezal v svoji knjigi o Stjepanu Crnogorcu razgrnil do konca. Sem našel dokaze, ker jasno govorim, da je on človek, ki je plačal ugrabitev Stjepana Crnogorca. Sem našel audio posnetek tajnega zaslišanja Stjepana Crnogorca. Smo našli zapisnike, ko so njega tajno tukaj imeli skritega in zapišene. Ampak zdaj ta Gorenc mene toži in jaz bom zdaj verjetno še obsojen, ker sem na zaničevalen način zaničevalno o njemu govoril. Normalna sodstva, kaj tak jaz sploh ne bi sprejela. V Sloveniji to očitno gre in mi smo zdaj ta člen zasebne tožbe, zasebne kazenske tožbe, kakorkoli bi rekel. Jaz mislim, da sem se rešil v življenju, ker sem tudi imel problem o teh kazenskih ovadb pa kazenskih zadev. Ampak sem zadnjič postal, ko sem bil pri Zemljariču, ste v kakšnem kazenskem postopku, pa ste se odgovoril, da ne. Te mi pa odvednice popravil, ne, gospodari, v 6 ste. Ker so to zdaj kazenski postopki in pogledajte ta člen. In zdaj, če bi jaz hodil iti v nekam javno službo, ker bi mogel pa ne potrdilo, da nisem v kazenskem postopku, jaz to službo ne morem dobiti, ker sem v kazenskem postopku. Vsaka zasebna kazenski, to je problem. In v tej zakonodaji smo mi, jaz ne vem, ampak jaz se razumem, da smo s tem načinom zdaj vrnili nazaj tisti famozni 133 člen, kar smo ga imeli vse torej. Ne vem. Jaz se ne počutim, ampak moram povedati, jaz sem v kazenskih postopkih. Zakaj pa vi to napišete Merklovi, to, kar zdaj govorite? Vse smo jih povedali, marsikaj. Zakaj rečete ukrepiti? Jaz sem ko je tožilec, ko je tožilstvo v Sloveniji uradno odgovorili, da so od novinarja Periča iz Nedeljskega dnevnika dobili novinarsko vprašanje o tem, ali bo Arhiv Slovenije meni dovolil kot raziskovanje v svojstvu poglašenega strani Nemške kriminalistične službe, je tožilstvo odgovorili, da se iz novinarskega vprašanja vidi, se dajo zaznati elementi kaznivega dejanja, zato je zadeva predana tožilcu v odločanje. To se še pa vedno odloča. Hočem vam to povedati. Težko je to razumeti danes, ker v bistvu v tem pravu očitno je dovoljeno popolnoma vse. Pa ne bi zdaj spet o sodbi o Janši, o vseh drugih stvareh, ampak očitno se da v to našo sodstvo spraviti kompletno vse, da bi pa nekdo, Edmona Žižmonta, ko še bil živ, ko je bil komandant 1. bataljona 3. brigade vojske državne varnosti, človeka, ki je odgovoren osebno, ki je komandiral za to, da so se pobilo 3000 ljudi v hudi jami,
za katerega sem jaz podal ovadbo, mislim, da 1997. leta, dodal tudi zraven 3 izjave partizanov, ki so jih dali na celjskem tožilstvu, da jih je Žižmund poslal v hudo jamo, smo od 97. leta se do 8.12.2000 ni zgodilo popolnoma nič, niti zaslišali ga niso. 8.12. so me samo obvestili, da je fizično umrl in da ovadba več nima. Po drugi strani pa, ko mene Zemlja reče, pa Gorenc toži po bistvu v mesecu dni že moram iti na sodišče. Jaz vam ne povem, ampak mi prava več nimamo. In če nimamo prava, nimamo posledično, nimamo več gospodarstva. In ne samo, da nimamo gospodarstva, nimamo več politike. In če nimamo politike, še nimamo več zakaj boriti in smo pač tukaj smo. Sodstvo bi moglo biti steber poštenosti. In ko nekdo govori, naše sodstvo delamo zakonito, ja, delate zakonito, ampak mi bi pa rajši videli, da to zakonitost in pravičnost čim bolj združite, pa da imamo pravično sodstvo, ne pa zakonito, ki pa je narejeno na osnovu zakonih, ki so sprejeti tako ali pa drugače. Veste, to, kar so za Janšo, da se ne ve, ki, kaj, komu, zakaj, kdo je koga dotaknil, kdo koga ni dotaknil, to v Avstriji pa v Nemčiji noben niti ne bi kazensko ovadbo podajal. Veste, in ko danes govorimo, da se tam sodstvo nabremenjuje, seveda ne, zato ker pač nimajo takih putastih zadev na sodišči, kot so naše. Dobro, bi za s tem zaključili, če ne, ako se vidi.